Meseca maja je povsod lepo, v Istri še posebej. Spreminjajoča se svetloba, prebojena narava, valovanje gričev in živobarvne preproge travnikov prebujajo v ljudeh novih in novih energij. V vasi Lopar je buhtenje narave mnogokratno, ker ga doživljajo tudi slikarji in drugi ustvarjalci na likovni koloniji. Smo v hiši od čuda v Loparju. Tu letos poteka druga likovna kolonija. Likovno kolonijo organizira Center Vita iz Kopra. Udeležuje se 15 ustvarjalcev, od priznanih akademikov do ljubiteljev. Pričela se je v začetku maja, zaradi tematske poglobitve pa se je raztegnila skoraj na cel mesec. Na njej poleg slikarjev sodelujejo tudi kiparji, fotografi, ilustratorji in drugi ustvarjalci, ki iščejo navdih v ljudski ustvarjalnosti, arhitekturi, izročilu, ljudski noši ali motivu na skrinji, jih s tem ohranjajo in vključujejo v moderne tokove življenja. Sama kolonija je del širšega projekta oživljanja istrskega podeželja in z večeri z istrskimi ustvarjalci doma v zamejstvu in zdomstvu, razstavami in drugimi srečanji oblikuje dejavnosti kulturnega oživljanja Loparja. Skupaj z istoimensko raziskovalno nalogo so prizadevanja Centra Vita vključena v raziskovalni projekt Kultura na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre in nastajajočega inštituta za družboslovje in humanistiko v Slovenski Istri. Voditeljica le-teh dejavnosti je dejavnost Centra Vita in hiše od čuda ocenila takole. Likovna kolonija v Loparju sodi v širši projekt oživljanja te istrske vasi in je povezan tudi v projekt Kultura narodnostno mešanega ozemlja Slovenske Istre, ki teče že več let. Tako je tudi ta del Slovenske Istre s takimi dejavnostmi začel živeti in je iztrgan iz pozabe, kar je na eni strani namen naloge, na drugi tudi celotnega projekta in tudi inštituta, ki se v tem času snuje. Življenje v Slovenski Istri je bilo skozi stoletja težko, pa tudi zanimivo. Morda je moderni čas vnesel vanj številne novosti, ki so to pokrajino do neke mere spremenile, vendar je zdaj tisto obdobje, ko se zopet oživljajo stare vrednote in se iščejo tradicionalne šege, navade in načini življenja. Z likovno kolonijo in s kulturnimi dejavnostmi se to območje oživlja in s tem prihaja tudi zavest o ohranjanju tradicionalnih vrednot tega območja. Kolonija pomeni več od golega iskanja inspiracije v naravno bogatem okolju in izginjajoči kmečki kulturi. Te slike, ki so nastale v tej slikarski koloniji, so nastale po fotografijah, kajti teh hiš, te arhitekture nažalost ni več. Tole tle je človek, moderni človek nekako predelal, si izboljšal bivališče, ampak teh romantičnih hiš ni več in jaz sem jih poskušal prikazati po fotografijah. Sem naredil slike ven, da bi vsaj tukaj na teh slikah ostale za nami. Vedno znova pa umetniki za tem okoljem odkrivajo istrskega človeka in njegovo stoletno delo. Stalno imam te prizore, v katerem koli pejsažu vidim takoj šavrinko našega človeka, ki je preko stoletij, lahko tudi mogoče tisočletij, oblikovalo to okolje, ki je na tem rojevala, se zanimala predvsem za potomstvo. Ta izredna žena, ki je skrbela za svojo družino. Seveda cerkvica, ki je zelo stara, večkrat obnovljena, saj je posvečena eno od prvih junakov krščanskih, torej v zgodnjo dobo krščanstva, in na tem koncu se je nekaj odvijalo.
Seveda to sem povezal takoj z dogodki, ki so se tu odvijali okrog te cerkve in imam prizor tukaj to procesijo, ki je procesija naših žena, ki so se trudile, ki so iztisnili iz življenja neverjetne stvari. Kolonija kraj bogati. Prihajanje ustvarjalcev priča o izjemni lepoti in toplini istrskih ljudi, hiš in krajev. S tem nas prepričujejo, kako zanimivi so za razvoj mehkih oblik turizma, ki bi dali nove ekonomske osnove tradicionalnemu kmečkemu okolju. Slikarji tu črpajo navdih, vračajo mu svojo prisotnostjo in z novimi pogledi, ki odkrivajo nove lepote, pa čeprav v malih kmečkih objektih ali cerkvici. Za njimi ostajajo tudi njihova dela. Razstava del kolonije bo odprta čez poletje v Loparju. Oblikuje pa se tudi bogata stalna zbirka slik, plastik, fotografij, ki ovekoveča značilnosti slovenske Istre in je ogled domačemu človeku in gostu. Kolonija in druge prireditve pomenijo tudi mesto srečevanja ustvarjalcev, raziskovalcev in zbirateljev ljudske kulture. So pa tudi mesto, kjer se vzpostavljajo strgane komunikacijske vezi med ljudmi, ki so jih zarezale meje in tragični eksodusi, ali stiki med ljudmi in skupinami, ki se trudijo za ohranjanje naše identitete. Center Vita svojo dejavnostjo Hišo Tjuda daje svoj prispevek temu, da zgodba o Istri ne bi bila več podobna zgodba o beraču, ki je na koncu svoje življenjske poti odkril, da je celo življenje nosil s seboj dragulj neprecenljive vrednosti in da je bil pravzaprav celo življenje zelo bogat.